Lepo pozdravljamo predsednika krovne organizacije Zedinjenje Slovenije Jureta Komarja in predsednike zastopnike bratskih domov, ustanov in organizacij, ki nas danes spremljate na 67. obletnici našega doma. Prosimo predsednika našega doma San Justo, gospoda Marjana Goca, za pozdrav. Spoštovani veleposlanik Republike Slovenije, gospod Alen Grajan Magan, predsednik Zedinjenja Slovenije, gospod Jure Komar, spoštovani predsedniki in zastopniki domov ter organizacij, spoštovani člani, družine in prijatelji, iskreno dobrodošli na praznovanje 67. obletnice našega doma. Ponosen sem, da se znova srečujemo ob tako pomembnem dogodku. Letos smo si za gesto izbrali s prijatelji se veselje reče. Prijateljstvo je temelj vsake uspešne skupnosti. V teh 67 letih smo gradili močne vezi in ustvarili dom, ki temelji na medsebojnem spoštovanju, razumevanju in ljubezni do slovenske kulture. Prijateljstvo je nekaj, kar nas naredi močne in povezane, kar nas je združilo in nam omogočilo, da premagujemo ovire, delimo radosti in si medsebojno pomagamo. Graditi moramo trdne vezi med nami in z našo skupnostjo. Hvaležnost do naših prednikov, ki so ustvarili močne temelje naše skupnosti, nas zdaj usmerja s ustvarjanjem prihodnosti. Naša trenutna slovenska skupnost bo ohranila svojo moč s skupnim delom in sodelovanjem vseh nas. Delo je zahtevno, vendar verjamem, da bodo naše prizadevanje in medsebojna pomoč obrodili sadove in okrepili našo skupnost v prihodnosti. Izražam globoko hvaležnost do naših spodbudnikov in voditeljev skupin, ki so skozi teh 67 let delovali v našem domu ter oblikovali njeno bogato dediščino. Prav tako moramo biti ponosni na vse, ki še danes z enako močjo delujejo ter nesebično podarjajo svoj čas v prid našega doma in slovenske skupnosti. Prijateljstvo v skupnosti nas uči o tem, kako deliti svoje darove in talente z drugimi, kar je v skladu s krščanskimi načeli ljubezni in služenja. Skozi prijateljstvo postajamo luč, ki razsvetljuje pot drugim. Zahvaljujem se vsem, ki neutrudno delate. Vaša predanost in trud so tisti, ki ohranjajo naš dom živahen in povezan. Naj vam dobri Bog poplača vso dobro delo. Tudi želim vsem, da bi lepo preživeli današnje praznovanje in imeli prijeten dan. Bog vas živi. Vabimo sedaj predsednika Zedinjene Slovenije, inženirja Jureta Komarja, ki nam bo spregovoril pozdravne besede. Spoštovani veleposlanik gospod Grajan Magan, predsedniki in predstavniki organizacij, dragi vojaki našega doma San Justo. Še eno leto je minulo, odkar so naši predniki ustanovili ta dom. Njihove želje so bili čim prej imeti svoj prostor, kjer se lahko zbirajo svojimi vojaki in razvijajo svoje kulturi navade v maternem jeziku. Želje so se uresničile. Razvila se je šola za nove generacije, zbori, igralske skupine, šport, solidarna organizacija. To bi zaživeli.
Kot vsako živo bitje je tudi dom kot skupnost rasel in se spremenil svoje potrebe. Danes ima nove izzive, ki nam jih predstavlja ta čas. Kako ohraniti vezi do mladine, kako poučevati naš slovenski jezik novim generacijam, kako rešiti pomanjkanje slovenskih duhovnikov na teh pamtih. To je nekaj izzivov, s katerimi se sooča vodenje skupnosti. Skupnost se mora zavedati teh izzivov in vedeti, da jih je mogoče doseči le skupnim delom vseh, kot so to storili naši predniki, ko so prišli v to deželo pod Južni križ. S pogledom v bodočnost predlagajmo realne cilje za prihodnost naše slovenske skupnosti in se veseljem lotimo dela prihodnjih generacij. Praznujmo ta novi rojstni dan našega doma San Justo, ki je dokaz zvestobe slovenskim vrednotam. Vse najboljše naš dom San Justo. Hvala lepa. Predam sedaj besedo gospodu veleposlaniku Republike Slovenije v Argentini, gospodu Alenu Brajanu Bargantu. Spoštovani predsednik našega doma San Justo, gospod Marjan Godec. Spoštovani predsednik Zedinjene Slovenije, inženir Jure Komar. Dragi predsedniki in predsednike slovenskih domov in organizacij, cenjene članice in člani našega doma, dragi rojaki in prijatelji, prav lep dober dan vsem skupaj. V veliko veselje in čast mi je, da ste me prijazno povabili medse o praznovanju 67. obletnice našega doma tukaj v San Justu. Ob tej in podobnih priložnostih se zmeraj oziramo nazaj na že prehojno pot in se hkrati izpovedujemo z načrti ter aktivnostmi za prihodnost. Navdajate me s ponosom, ko sem pričan, kako v našem domu v San Justu s skrbnostjo, srčnostjo in ljubeznijo do domovine nadaljujete delo vaših starih in prastarih staršev. Vaše slavje letos poteka pod geslom, s prijatelji se veselje veča. In res tukaj v San Justu in med vami čutiti pravo prijateljstvo, tudi meni se dobro sprejeli z odprtimi rokami. In prav naš dom je bil prvi, ki sem ga obiskal po mojem prihodu v Buenos Aires septembra leta 2019. In kaj je zelo prijateljstvo? To je beseda vseh besed. Je kakor drevo, ki daje zavetje, je ljubezen brez kriv. Pravo prijateljstvo je dragoceno darilo, saj je življenje brez njega prazno. Prijateljstvo podvoji radost in razpolovi žalosti. In prijateljstvo je kot zakladnica. Iz njega se ne moreš naučiti več, kot vanj ležiš. Ohranjanje slovenskega jezika, organizacija kulturnih prireditev, folklornih nastopov, gledaliških predstav in vseh drugih dejavnosti predstavlja jedro ohranjanja skupne slovenske dediščine in krepi vezi med nami. Zato ob tej priložnosti želim izražati zahvalo in se pokloniti vsem vam, ki svojo gorečnostjo in zvestobo do slovenstva ustvarjate ta prostor, kjer se vsi počutimo, kot da smo doma v Sloveniji. V mislih imamo slovensko osnovno šolo Franceta Valentiča, ki letos praznuje 72. obletnico, pa slovensko mladinsko organizacijo, dekliško organizacijo in fantovsko zvezo, ki praznuje 62. obletnico, mešani pevski zbor San Justo, ki praznuje 52. obletnico, društvo upokojencev slovenskih potičev, ki praznuje 25. obletnico, in seveda folklorno skupino Mladiko, ki se je avgusta ob 20. obletnici delovanja predstavila z ljubljenim koncertom in nastopi različnih generacij mladih plesalcev z repertoarjem slovenskih ljudskih plesov in pesmi. Velik poklon gospe Mirjam Mehle. Hvaležni smo vam za ljubezen vloženo v ohranjanje slovenske skupnosti v Argentini, v njen razvoj in za njeno povezanost s Slovenijo. Vse pohvale tudi današnjim sodelujočim na razstavi fotografij, Lučki Oblak, Barbari Natali Kržišnik in pa Aleksu Pavšovu. Danes smo v našem domu v San Justu priča tudi številnim mlajšim generacijam, ki se dobro zavedajo, da slovenstvo v Argentini živi in da ga je potrebno prenašati na naslednje rodove. Brez dvoma gre za zahtevno in odgovorno nalogo.
A pomembnejše je, da je na voljo prostor, da se lahko pridružujete, da se učite slovenski jezik, spoznavate običaje in kulturo, ter imate možnost izražati vašo ustvarjalnost. Naj bo zato naš dom še na mnoga leta prostor navdiha za vse, ki v srcu nosite ljubezen do slovenstva. Dovolite mi, da vas v nadaljevanju obvestim, da se bo slovenskega dne, ki ga bo v nedeljo 29. oktobra letos gostil Slomško dom v Ravno-Zmeji, udeležila državna sekretarka v Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu Vesna Kumar, ki bo ob tej priložnosti obiskala nekatere domove v Buenos Airesu, kot tudi slovensko skupnost v Rosarju, Kordovi, Paraná in v Bariločah. Na slovenskem dnevu in poznaj v torek 31. oktobra v 10. uri na Univerzi v Sena pa se bodo v okviru projekta Študiraj v Evropi, študiraj v Sloveniji predstavile 4 slovenske univerze. Univerza v Ljubljani, Maribor, Novi Gorici in v Kopru. Predstavitve so namenjene dijakom, ki razmišljajo o študiju v Sloveniji in študentov, ki bi želeli nadaljevati študij v Sloveniji ali pri nas opraviti študentsko izmenjavo. Za učenje slovenskega jezika Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu namenja posebne štipendije. Nadalje od 16. do 19. novembra bo v Mendozi potekalo drugo vseslovensko srečanje z 8. martinovanjem. Naj vas še seznanim, da se bo predvidoma do konca leta veleposlaništvo končno selilo v nove prostore blizu trga San Martin na križišču Esmeralda, Paragvaj. Ostajamo torej v isti mestni četrti, kjer je veleposlaništvo domovalo že 2 desetletji. Veseli me, da smo se na veleposlaništvu končno tudi kadrovsko okrepili, saj se nam je septembra pridružila nova diplomatka Tija Kuhar, ki je prevzela vodenje konzularnega oddelka veleposlaništva. Veleposlaništvo nadalje širi mrežo častnih konzulov. Ravnokar poteka postopek pridobitve soglasja za odprtje 4. konzulata v Argentini v Kordovi, ki bo pristojen tudi za provinco Santa Fe in Entre Rios. Zamenjali pa bomo tudi častnih konzulov v Mendozi in pa v Santiago de Chile. Dovolite mi, da vas na koncu pozdravim še v imenu mojih sodelavcev, Igorja Šefa, Tije Kuhar, Maja Vuksanovič in Tomaža Kastelica, ter pa Irena Obrak in Kristjana Andresa Jana, ki sta danes tukaj z nami. Prav tako vam prenašam pozdrave ministrice za zunanje evropske zadeve, Tanja Fajon, in ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu, Mateja Rečona. Odhajam 31. oktobra, vsi me sprašujejo, če je že znan novi veleposlanik. Žal ne, od 23. oktobra je na uprt javni razpis, prav bomo zvedeli do konca meseca, kdo me bo nasledil, to bo predvidoma sredi prihodnjega leta, do takrat pa bo veleposlaništvo odpravljal posle Igor Šef. Drage Slovenke in Slovenci, vse na svetu hitro mine, vse se spremeni. Le prijateljstvo ostane, le s prijateljstvi se veselje veča in želi do konca dni. Ko se bom sredi novembra vrnil v Ljubljano, lahko računate na novo starega prijatelja v Sloveniji. Najlepša hvala, srečno, uspešno, pogumno naprej in še na mnogo let naš dom sam pošta. Hvala. Prijatelji se veselje veča. Pravo veselje je veselje v druženju. Prijateljstvo podvoji radost in razpolovi trpljenje. Zato, ko najdeš dobro prijateljstvo, pazi nanj kot na biser. Varuj ga, da ga ne zgubiš. Skrbi zanj, da bo svetilo in bo rastlo in rastlo. Prijateljske vezi ustvarjamo že v otroških letih, ko
Ko se nam svet prvič približa in vanj vstopimo, nekateri bolj pogumno in odločno, drugi stremo in nemirni, saj se znajdemo v drugi vlogi, ki jo doma v družinskem krogu nismo poznali. Tako postanemo šolački, učenci, sošolci, prijatelji. S prijatelji odkrivamo svet, skupaj rastemo, se učimo, veselimo, pojemo in seveda plešemo. Pesem brate druži. Slovenci radi pojemo, posebno pa radi skupaj pojemo. To nam najbolj uspe, petje v skupini. Že od otroških letih pojemo in to je naš pečat. Kaj vse doživljamo v skupni pesmi, je težko razložiti. A nekaj nam znotraj kipi, nekaj se v nas vrtinči in to je globok čut druženja. Vsako naše praznovanje je prepleteno s pesmijo in vsaka naša pesem je praznik. Deliti, ne imeti česa sam, ampak skupaj z nekom, dajati kaj od svojega, vse to je pesem. Ko delimo pesem, delimo pristnost. Petje nas spremlja skozi življenje, s pesmijo se veselimo.
žalujemo, molimo, upamo, čutimo. Živimo s pesmijo na ustnicah. odkrivamo nove poti, znajdemo se pred križiščem, soočimo se z izbiro, ki jo moramo prvič sami reševati. Pred nami zagledamo bodočnost. Nosimo na hrbtniku življenja bolj malo izkušnje, a mnogo napotkov, smernic in nasvetov, ki so jih starši z veliko ljubeznijo in modrostjo spravili vsak že nekaj.
ki nas pričakuje, da bi z odkritosrčnim prijateljstvom svet oplemenitili in svet nas pa z družabnimi doživetji obogatil.
Počasi zapuščamo živahna mlada leta. Svjetlji čas, ko se pred razpotjem odločamo, v katero smer se bomo v življenju napotili. Odgovornosti, obveznosti, pomanjkanje časa ustvarjajo vtis, da za prijatelji zmanjka pravi trenutek. A pravo prijateljstvo vse to z modrostjo in toplino premosti. Prijateljstvo se ne meri po urah ali oddaljenosti. Izmeri se povezanost in srčna bližina. Z našimi uspehi se prijatelji veselijo in ko jih resnično potrebujemo, dvignemo oči in jih zagledamo tesno v nas. Prijatelji nam dobro želijo. Na skupni poti, blizu ali včasih malo bolj oddaljeni, najdemo stično točko prijateljstva. Stopamo v isto smer.
odmaknjena, oddaljena, da se nas ne bodo nikdar oklenile. Kako radi bi tiktakanje ure zaustavili, trenutke zajeli in jih ne izpustili. In takrat, ko jesen življenja počasi koraka, odkrijemo, koliko imen in obrazov si prijateljstvo osvoji in nas z njimi očara. Ob rojstvu in slovesu, ob potrebi in izobilju, ob smehu in ob solzi, ob prošnji in zahvali. Tedaj odkrijemo, da je prijateljstvo tudi solidarnost, preprostost, iskrenost, ušesa, ki znajo poslušati, rama, na katero se naslonimo, palica v rep in tudi vdoč po glasu. V teh zelenih letih končno spoznamo, da ima vsaka stvar svoj čas. In tu smo, v spoštljivih letih, ko mladost prebimo v žlahtnem duhu in plemenitih srcih. In ravno prijateljstvo nam jutri dobi resničen zaklad, darilce življenja, s katerim marsikaj prebrodimo.
domovino, eno stara domovina, ki zopet ostaja nova domovina. Naša pota, ki so skale trdne vezi, so prešeta z Božjo previdnostjo. Drug drugemu smo opora in skupaj gradimo prijateljstvo in povezanost. Brindo por las personas que derrochan simpatía. Brindo por las personas que derrochan simpatía. Que vuelven con las luces de otro día. Brindo porque recuerdo tu cuerpo, que no olvide tu cara. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por lo que tuve, porque ya no tengo nada. Brindo por el momento en que yo te conocí vos, y por los corazones que se han roto en el camino. Brindo por el recuerdo y también brindo por el olvido. Brindo porque esta noche un amigo para el vino. Brindo porque esta noche un amigo para el vino. Porque la vida es dura, por el fin de la amargura. Brindo porque me olvido los motivos porque brindo. Brindo por lo que sea que caiga hoy en el vaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por la victoria, por el empate y por el fracaso. Brindo por las canciones que va tocando la orquesta. Caiga quien caiga, brindo porque el alma está de fiesta. Es un momento triste, ya me brinda por el mundo. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por el futuro, por la música y el vino. Brindo por esta mesa, por la buena compañía. Brindo por los domingos sin ver tantas alegrías. Brindo por los acordes que han reunido a estos amigos. Siempre quedemos juntos, que en la mesa rompe el vino. Siempre quedemos juntos, que en la mesa rompe el vino. ¡Salud! Čuvajmo, spoštujmo, cenimo in uživajmo zaklad prijateljstva. Pravo prijateljstvo je luč, ki nam vedno kaže pot domov. Vedno bodimo v srcu in molitvi hvaležni za vezi, ki smo jih v življenju pridobili. Saj je za prijatelje, ki nas na rovanju življenja spremljajo, je vredno si čas vzeti.
Хвалежни smo vsem, ki ste pripomogli k tako toplo prijetnem programu. Iz srca vam hvala.
Posebna zahvala gre Mirjam Klejavšek v imenu folklorne skupine Mladika, Andrej Lipuček, Ljučki Marinčič, Diego Pérez ter skupini Pampa i Cielo za pripravo plesov in petja. Pri pripravi teksta nam je priskočila na pomoč Ivana Tekavec. Plakat in oglas je oblikovala gospa Veronika Kržišnik, za video in slike Barbara Kržišnik in Lejla Rjavec za fotografiranje današnjega dne. Fotografijsko razstavo sta omogočili Mirjam Oblak ter Lučka Oblak. Prosim, da se približajo. Za konec, a ne nazadnje, hvala vsem vidnim in tihim sodelavcem za pomoč pri pripravi današnjega slavja. Geslo današnjega slavja je s prijatelji se sreča veča. S prijatelji nam je vedno lepo. Umetnik, organizator, kulturni delavec in predvsem prijatelj našega doma, gospod Tone Oblak, je za letošnjo obletnico nas presenetil z novo umetnino. Čudovito pokrajino Blejskega otoka s slovenskim parom. Slika pokrasila kot, kjer se ponavadi zbirajo naši dragi upokojenci, pravimo je tudi parlamentarna miza, kjer se nedeljo za nedeljo zbira vedno več mladih po srcu. To darilo je še posebno njim na čast, ki letos praznujejo svojo 25-letnico organizacije upokojencev Slovenski kotiček. Lepo vas vabimo, da si lahko sliko ogledate med današnjim praznikom v baru našega doma. Prosimo gospoda Toneta Oblaka, da se približa. Ko sem 58 leta prišel iz Zavoda, je gospod povedal, prosil, če bi najprej naredil prve kladise. Tiste moje prve kladise Blejskega otoka. Na Novogradski proslavi in pred Blejskim otoku je bila železna mreža, takrat je bil režim, je bil komunizem doma, pisali smo mogli bežati
je bila tista proslava. In potem sem rekel, za konc mojega polisanite v našem domu, bom pa spet naredil bled, katerega bom lahko pustil med našim upokojencem v baru. To je bil namen te slike. Gospod prezident, pa gospod Pahor, predsednik Slovenije, me dobil na tisti slavi, ki smo imeli v Tažerne in Central de Kultura. In rekel, ste vi napravili, ste rekel, da ste napravili drugo Slovenijo, da hočete napraviti drugo Slovenijo v Argentini. Sem rekel, ja. Preden smo začeli graditi, prej smo naredili naše domove, smo naredili tudi naš center, ki je bil naš dom. In tam smo naredili tisti center pred 56 leti. Dobro. Najlepša hvala za to darilo in vam čestitam s takim uspehom, ki ste nastopili. Kakšne izkoriščenje ste nabavili danes, kakšen program, tako naprej. Mi pa vam rečemo hvala za vaš obisk in naslednje leto.